Mi smo sicer v taki poziciji, da vas ne vidimo, ker smo obsijani z lučmi, pa sem pripričan, da nas pa vi zelo dobro vidite. Prav gotovo se vam pa izredno dobro slišali. Rad bi se vam zahvalil, da ste se tudi v tak lepem številu udeležili te novinarske konference oziroma predstavitve stališč o programu za razvoj podeželja od 2014 do 2020. Hvala tudi seveda mojim sogovornikom in organizacijam, ki jih zastopajo tukaj za to osrednjo mizo. Slovenska ljudska stranka je stranka, ki je že od osamosvojitve zavzema za slovenskega kmeta ter razvoj podeželja. Zato smo tudi danes organizirali predstavitev stališč. Današnja udeležba kaže tudi na to, da je program razvoja podeželja nekje na svoji poti zgrešil tudi tisti svoj končni ali pa pravi namen. Namesto, da bi verjetno bil dokument, ki ustvarja in vodi državno politiko v dobro deležnikov na področju kmetijstva, je nekako videti kot program, ki bolj služi samemu sebi. Se bojo o tem bolj spregovorili moji sogovorniki. Predvsem pa v Slovenski ljudski stranki nekako ugotavljamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma sam minister na Svetu za kmetijstvo, ki je seveda njegov posvetovalni organ, takoj po prijetju pripomb poudaril, da bo izključil nevladne organizacije iz priprave popravkov. Organizacije so bile v pripravo programa vključene šele januarja, in sicer pri predstavitvah, ne pa pri usklajevanju uredb. Celoten program za razvoj podeželja ne sledi besedam, ki jih je medijem in kmetom predstavljalo ministrstvo, ne zagotavlja prehranske varnosti, te samooskrbe in ne zagotavlja razvoja podeželja na način, ki si ga mi seveda želimo in zaslužimo, in ne zagotavlja ohranjenosti tudi poseljenosti našega podeželja. Cilj bi moral biti priprava in sprejetje dobro, učinkovito in razvojno naravnanega programa, tudi če mogoče z nekoliko kasnejšim sprejetjem. Ne pa verjetno ta hitra potrditev ne dobrega, da ne rečem slabega programa. Toliko mogoče z moje strani v uvodu. Hvala lepa še enkrat za udeležbo, sem pa prepričan, da bodo sogovorniki znali oziroma povedali dosti bolj strokovno na ta program.